Gledate Gorenjska poročila na GIF TV. Prejšnji teden je v sejni sobi občine Radovljica potekala že 24. redna seja občinskega sveta, ki jo sklicuje župan občine Radovljica Ciril Globočnik. Na dnevnem redu so imeli 11 točk in so 2 oziroma 3 umaknili z dnevnega reda. Sicer pa več o sami seji sam župan Ciril Globočnik. Lepo pozdravljeni. Dobar dan. Kot sem že omenila, ste 2 točki umaknili z dnevnega reda, to sta poslovnik in pa statut občine Radovljica. Ja, tukaj lahko povem samo, da je statutarna upravna komisija pač odločila, da ni bilo dovolj časa, da bi ga temeljito pregledali, in sem absolutno upošteval ta navodila, tako da se bojo sestali 23. februarja, pregledali statut, poslovnik in če bo vse tako, kot mora biti, šel tudi na naslednjo sejo v mesecu marcu. Svetniki so potrdili odlok o komunalnem prispevku za celotno občino Radovljica. Ja, tukaj gre za osnutek odloka. Pripravljalec je res temeljito pripravil vse korekcije. Lahko rečem, da je bila razprava, seveda zdaj od osnutka do sprejema odloka, do predloga bomo proučili vse pripombe. Gre pa za približno okrog 10% povečanja tega nadomestila za komunalno opremo in pa še nekaj je posebnost za kmetijske objekte, bo pa ta komunalni prispevek oproščen. Svetniki pa so potrdili tudi odlok o spremembah in dopolnitvah zakona o ustanovitvi Zavoda za turizem in kulturo Radovljica, ki ni bil dopolnjen od leta 2016. Ja, res je, tukaj je bilo predvsem v smislu standardne klasifikacije, bom rekel, vseh dejavnosti, ki jih opravljajo v tem zavodu, seveda pa tudi strateške stvari, ki se bodo v nadaljevanju odvijale, tako da je tudi v tem primeru gre za osnutek in do predloga bomo proučili, bom rekel, pripombe in pa predvsem pobude, da bo ta odlok v najboljši možni meri tudi potem sprejet. Na sami seji pa ste potrdili tudi soglasje k upravljanju zdravstvene dejavnosti v zdravstvenem domu Radovljica za en dan popoldne za referenčne ambulante in vse splošne ambulante. Več pa vam je pojasnil sam direktor zdravstvenega doma Rok Miler. Ja, res je, to trenutno že tudi poteka, tako da ne vidim nobenega problema. Bil je pa samo mogoče razprava predvsem v tem delu, za koliko časa bo ta, bom rekel, veljal, in na koncu je z glasovanjem svetnikov ta rok določen z 31. 12. 2027. V avli občine Radovljica pa imate tudi razgranitev občinskega prostorskega načrta. Za katero območje? Ja, tukaj gre za območje LE 77, to je v Lescah. Tukaj bom rekel, na tem območju naj bi se preselila trgovina Top Dom, to je z gradbenim materialom. Seveda, bom rekel, je bila razprava tudi v tej smeri, da nekako ta ne sodi v ta prostor. Seveda jaz moram pa pojasniti, da ko pridejo potencialni investitorji, najprej zahtevajo lokacijsko informacijo, mi jim izdamo lokacijsko informacijo in na osnovi te potem se odloči investitor, ali bo kupil zemljišča, ali bo naredil potencialno OPPN, in v tem primeru je bilo tako. Investitor je na kupu zemljišča v vrednosti 2 milijona 500 tisoč evrov in tudi izvedel to pričetek oziroma
osnutek OPPN-ja, zato je tudi razgrnitev in zdaj na osnovi razgrnitve smo poslušali pripombe in se bomo potem tudi do teh pripomb opredelili. Čeprav moram pojasniti tukaj, da gre vse v skladu z sprejetim OPN-jem in pa potem tudi soglasodajalci mnenja so pridobili vsa ta soglasja v tem predpostopku za sprejem potem celotnega OPPN-ja. Koliko časa bo potekala ta razgrnitev? To razgrnitev bomo po vsej verjetnosti podaljšali, tako da ne bo nobenih nejasnosti, predvsem pri ljudeh, ki ne obvladajo postopke sprejemanja OPPN-jev. Zdaj trenutno je do 22. februarja to odprto, verjetno bo pa to še za kakšen mesec in pol podaljšano. Prejšnji teden je bila na obisku na Gorenjskem vlada Republike Slovenije in je obisk začela prav v Radovljici, v ročni dvorani Radovljiške graščine, kjer so se najprej sestali na sestanku. Ja, zdaj jaz moram povedati, da mi pri nas še nismo imeli vlade na obisku, da bi imela sejo vlade. Torej, seja vlade je potekala v naši graščini, v plesni dvorani. Seveda so bili navdušeni nad Linhartovim trgom, nad dvorano in pa predvsem baročno dvorano, tako da so se dobro počutili. In potem seveda so posamezni ministri in pa sekretarji odhajali na področja na Gorenjskem. Lahko rečem, da smo imeli precej debate tudi okoli projektov, ki pri nas v naši občini so zdaj pod številka 1, ki še niso zaključeni po povodni. Torej nam je absolutno prioriteta v letošnjem letu, da naredimo ta odsek od gradu Kamen do vodnega zajetja Draga. To je približno okrog 3.300.000 evrov. Čakamo na recenzije, ki jih Državna tehnična komisija pripravlja in čakamo potem, ko bomo dobili te recenzije, da gremo v razpise za izvajalca, tako da tudi na to sem opozoril ministra. No, in s čim ste potem seznanili ministra za gospodarstvo in šport, odpeljali ste ga v vaš plavalni bazen, ki je prva faza je dokončana, zagotovo sta govorila o drugi fazi? No, midva sva se pogovarjala o vseh športnih objektih v naši občini, ki jih imamo res veliko. Jaz sem zelo ponosen, vesel, da je tako. Seveda je pa dejstvo, da imamo edino olimpijsko nosilko srebrne medalje na olimpijskih igrah v Pekingu, Sare Isakovič, ki je bila tudi prisotna ob ministru in smo se ogledali tudi to, kaj smo v tej prvi fazi postorili in pa potem, kako priti do zaključka tega projekta, kajti v zakonu, ki je bil sprejet še pod prejšnjo vlado, je še vedno okrog 50 milijonov evrov namenjenih tudi za take posebne projekte, ki so v naši republiki prioritetnega značaja in tako se tudi kaže v tem primeru za radovljiški bazen, da bo v celoti, bom rekel, tako kot je bil sprojektiran, tudi zgrajen. Minister je obljubil podporo, seveda moramo pa počakati tudi na volitve. Hvala lepa za vaše odgovore. Hvala tudi vam.